Slava tebi, Gospod. Ko je tisti čas množica videla, da tam ni ne Jezusa, ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnaum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: Učitelj, kdaj si prišel sem? Jezus jim je odgovoril in rekel: Resnično, resnično povem vam, ne iščete me zato, ker ste videli znamenje, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človeku. Tega je namreč potrdil Oče Bog. Tedaj so mu rekli: Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Jezus je odgovoril in jim dejal: Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal. Rekli so mu: Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš napravil? Naši očetje so jedli malo puščali, kakor je pisano, kruh iz nebes in je dal jesti. Jezus jim je dejal: Resnično, resnično povem vam, ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje. Tedaj so mu rekli: Gospod, vsega nam daj tega kruha. Jezus jim je dejal: Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen. In kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo želel. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Prebrali smo ta judejski evangeljski odlomek, ki je pravi: Jaz sem kruh življenja, je pa danes kot Janeza Marija Vianeja, ki je zavetnik župnikov in vseh duhovnikov in je umrl na današnji dan leta 1859. Boste tudi tukaj pri Sveti Ani po nedeljo imel ponovitev nove maše brat od Martina Vuka in prav Janez Marija Vianej je zgled, kakšni naj bi duhovniki bili, kakšni misionarji. On je izjavil, da je problem naša ponižnost. Napuh je tisti, ki nam preprečuje, da bi bili svetniki. Spovedoval je več kot 10 ur na dan. In živel je v času francoske revolucije, ko vemo, kako so tudi napadli cerkev, ubijali revolucionarni duhovnike, tako krvoločen je bil Robespierre. In so hoteli neko, bi lahko rekli, novo religijo in tega ni konec, to
vse sociološke in psihološke teorije, ne vem že kaj. Tukaj je nadejni Bog. Tako, ko je šlo ljudstvo skozi puščavo, in tako smo tudi mi na poti skozi puščavo, časa, v katerem živimo, vse srečujemo s sovražniki, s boleznimi, žejo, lakoto, izčrpanostjo. In po drugi strani Bog pa pošilja odgovor, malo trpelice in za nas Hristijo. Tako, lahko se vprašamo, kaj je naša puščava. Jaz mislim, da danes je puščava, so ti, kako se reče, ti monitori, tablični računalniki, zvonjenje telefona. Tu je puščava. Koliko ur smo pred tem in koliko strupov zaužijemo, koliko strupov za našo dušo. In to je pravzaprav monotono. To je monotono. To je vse dan eno mesto. Sicer nekaj se spremeni na tem, ampak več od meni vse dan eno mesto. To je puščava. In vprašanje je, kako zdaj uničiti to monotonost. Iti na zabavo, imeti visoko vsoto na deviznem računu, imeti veliko gled, se podporeči raznim zabavam. Vse to ni odgovor za lakoto naše duše. In danes je človeštvo lačno. Ljudje so lačni. Ne samo telesno lačni, tudi duhovno lačni. Bog je dal puščavi malo. In so rekli ljudje, kaj je dosti? Malo. So rekli, manj. Od tod potem ime mana. Tako je mana dobila ime. Verjetno mana nastane zaradi pikov neke vrste uši. In zaradi teh pikov iz dreves izloča tekočina in kapljana tla. In v zraku se ta son strdi in to je podobno kot eni kosmiči. Je drobna in zrnata, ima okus po medenem kolaču in to so mleli, pekli, kuhali in tako naprej razne reči, tako kot mi, iz kumrc naredimo tako zrnavo, nešto, ki so podobni delili s to malo. In to je naravni pojav, vendar oni so rekli, to je kruh z neba, to je angelski. In Izraelci so v tej mani videli znamenja, da jim Bog spremlja in skrbi za njih. In enako v prepelici, enako v tisti vodi, ki je pritekla iz skale. In se lahko vprašamo, ali so za nas dogodki, ki se zgodijo vsak dan, ki se dogajajo v tem trenutku, so za nas znamenje, da Bog skrbi za nas, da je Bog tukaj. Vidite, vse ta prizadevanja, kako rešiti to krizo, kako ekologijo, mi ne moramo tega, če Kristus ni kruh našega življenja, če nismo z njim povezani v tem trenutku. Če v tem trenutku ne verjamem, on je z mano, on mi pomaga v moji stiski. Jezus pa je rekel, ni vam dal kruha iz nebes Mojzes. Že tudi ta kruh, tudi mana se ni dalo nabrati več kot za en dan. Ker če ne se je stopila, so prišli črvi in dal pa je Bog to malo, da so videli, da se ne da živeti samo od čebule, da se lahko živi tudi od te mane, ki pride z neba. Ampak Jezus je šel še korak naprej. Pravi, jaz sem tisti dokončni kruh, resnični kruh iz nebes. Jaz sem kruh življenja. To je mogoče najlepše ime za Boga. Tisti, ki daje življenje. Zdaj mi hodimo v sveti maši, prejemamo obhajilo,
lakote preko prizadevanja za telesni kruh. In to pa ne odpravi vseh tistih iskanj prizadevanj za telesni kruh. Mislimo, koliko da zpravlja, da je 12% ljudi na svetu ima duševne bolezni. To je ogromna številka, 12%. Zakaj? Tudi zaradi te kriz, zaradi negotovosti, zaradi stalnih sprememb. Toliko ljudi to ne zmore, zapade v depresijo. Zdaj, tukaj se postavlja vprašanje. Če si človek zelo vinovo, vsi pa razumeli, da ni mogel biti v službi in da ni mogel deliti in biti uspešen. Zakaj? Zato, ker je razlomljeno novo. Če pa nekoga zagrabi depresijo, notr se nekaj zelo, otrok ne mora v šolo, ker je duševno bolezen. To je duševno bolezen. Potem pa vsi to obsojajo. Bi morali. Ampak, vidite, tukaj se mi zdi ravno to, da se zavedamo, da je Bog z mane v tem trenutku, ko sem grečen, v tem trenutku, ko sem depresiven, v tem trenutku, ko sem čisto na tleh, je Bog z mano, Jezus ob meni. Vidite, to je tisto, kar nam pomaga naprej, da gremo naprej, da imamo eno obzorje, en horizont za naprej. In če imamo to obzorje, ta pogled proti večnosti, potem je vse drugače, tudi v tem trenutku, kar se dogaja. Tako je ta pogled, to srečanje, potem vpliva na naše tudi doživljenje trpljenja, na naše skrbi. Je rekel papež prejšnji teden, ko je tudi razlagal ta odlom, pravi, da je potrebno, da so ljudje, ki se bojijo približati Bogu, se bojijo približati tudi spovedi, ker jih je sram. In pravi, vsakega izmed nas je sram spovedi. Ampak tudi ta sram je milost, ker nas pripravlja na srečanje z očetom, ki nam vedno odpušča. Jaz sem rekel, iščite resnični kruh, tisti kruh, ki nasiti, pravi, ne samo kruh tega življenja, ki je tudi potreben in pomeni tudi uspeh, pomeni denar, pomeni pohvale, ampak kljub temu človek postane lačen, postane prazen. In to je dobro, da smo mi lačni, da čutimo to lahko. To je dobro. Zakaj? Zato, ker potem tako razumemo, da je Bog tisti, ki se nam daje. Postal kruh življenja. Spravi, postal hrana. Edino človek zaužije to hrano, da ta hrana se gre tudi v telo. Ta hrana gre tudi v telo. In se ugradi v naše celice. Tako je božansko Bog povezan s človekom. Mi živimo v eni filozofiji, ki je kartezijanski filozofiji, ki so nekako ločili dušo in telo. Telo je eno, duša je drugo. Duša
spoznavamo Boga. Vidite, to je bila ta herezija, ta zmota. In da se to ponovno pojavlja, ta gnosticizem, kot da telo in duša sta med seboj, nista eno. Kot da naše telo ni tempelj Svetega Duha. In za vse tem so tudi vsa ta, na tak način hočejo ljudi zmesti, tudi vsa ta gibanja, ki si prizadevajo za to, da ni več moških, ne žensk. So različne identitete, 60-100 različnih identitet. In tukaj seveda je neka zmeda, katero smo deležni. Ker cerkev ne pristaja na biologijo, ampak na naravo. Nekdo je lahko tudi ima neko napako biološko, a se ne reče potem, to je narava. Ne, ta človek je prizadet, je invalid. Naravno je, da si moški, da si ženska. Noben ne bo rekel, nekdo, ki je slep, ja, zdaj pa ta človek ima pa pravico voziti avion. Vseh bo razumel, da je to neki manj. Na koncu bi rad zaključil še z molitvijo za duhovnike, ki delimo kruh življenja in tudi smo odgovorni tudi za nauk cerkve, da ga nekako širimo, ohranjamo. Vsemogočni in večni Bog, poglej na obličje tvojega božanskega sina in iz ljubezni do njega se usmili svojih duhovnikov. Spomni se, da so oni samo šibke in krhke stvari. Prižigaj trajno v njih ogenj ljubezni in jih varuj kot sovražnikov in zasedi pasti, da niti v enem samem trenutku ne bi izneverili, izdali svoj sveti poklic, svoje sveto poslanstvo. Prosim te za tvoje duhovnike, verne in goreče, za tiste, ki delajo v bližini ali v oddaljenih krajih in nalogah, za tiste, ki trpijo preizkušnje in za tiste, ki so te zapustili. O Jezus, prosim te za vse tvoje duhovnike, za mlade in stare, za tiste, ki so polni ali na pragu smrti in za duše ulica. O Jezus, prosim te za duhovnika, ki me je krstil, za duhovnika, ki me odvezuje greha, za tiste, pri čigar mašah sem sodeloval in sodelujem, za tiste, ki me poučujejo in svetujejo, za vse tiste, ki sem jih dolžan zahvaliti. O Jezus, varuj jih vse v svojem srcu, podeli jim obilje svojih blagoslovov že sedaj